Pogosto vprašanje, ki ga dobim od mojih strank je, kakšen je dober stol za hrbet. Naj vam tukaj povem eno zanimivo zgodbico. In sicer tale stol, na katerem pri nas v našem podjetju delamo že več let, sem pred leti našel na smetišču. Tako je. Nekdo ga je odvrgel stran, jaz sem ga rahlo popravil, spodnji mehanizem, in stol dela krasno. Dviguje se v višini, vrti se na kolesih, spušča se nazaj naklon, dviguje se naklon. Skratka, oblazinjenje je dobro, vse, kar potrebujemo. Jaz ne oglašujem nobenih izdelkov, ker kot rečeno, večino stvari, kar se tiče zdravja hrbta, lahko zrihtamo ljudje sami s pametjo. In ne potrebujete nobenih dragih naprav ali pa pripomočkov, tudi če se imenujejo medicinski stoli, ergonomski stoli in karkoli naj bo, to še ne pomeni, da so to res dobri stoli. Zares dober stol je čisto dober, v rangu 50 do 100 evrov, in kar naj ima je to, da se prilagaja vašemu telesu, da je dobro oblazinjen, in ostalo je pa odvisno od vas in vašega znanja in občutka, kako si boste stol naštimali. Z mojimi nasveti upam, da boste zdaj vedeli, da je za dolgotrajno sedenje najboljše biti sproščen, lepo nazaj naslonjen in do mize potegnjen. Uredite si delovni prostor tako, da vas ne bo vleklo naprej, in to je zmagovalna logika. Torej, ne potrebujete nobenih dragih izdelkov, vam jih tudi ne priporočam, ker ni nobene dodane vrednosti v teh izdelkih. Tudi ni potrebe potem, da ima stol zelo visoko poudarjeno ledveno krivino, kajti verjeli ali ne, določeni ljudje in določene moje stranke zelo sovražijo dodatno močno poudarjeno ledveno krivino, ker mnogi ljudi to lahko dodatno boli. Vi si boste sami na stolu uredili tako, da če boste potrebovali več ledvene krivine, si boste pač dali kakšno brisačko ali polštrček zadaj. In to je vse. Če morda še kdo dvomi in misli, da potrebuje kakšen poseben vesoljski stol, naj se vpraša slednje. Čas za vadbo je čas za vadbo. Čas za sedenje in delo za računalnikom je čas za delo za računalnikom. In takrat vaše telo potrebuje biti fokusirano na to delo. Če ste stalno napeti in če imate stol, ki vas sili v neko napeto sedenje, potem ne boste mogli dolg časa zdržati na takem stolu. To vas bo nerviralo, vi boste živčni, telo bo napeto, utrujeno in po koncu delovnika ne boste nič močnejši in boljše natrenirani, samo izgubili boste energijo, ki bi jo lahko porabili za svojo družino, šport in dobre vaje, ki nas čakajo pol v naslednjih poglavjih. Vprašajte se tudi naslednje stvar. Zakaj šoferji tovornjakov, ki presedijo cele dneve, sedijo lepo na oblazinjenih sediščih, klasičnih stolih in ne sedijo na nekih posebnih vesoljskih stolih? Zakaj luksuzni avtomobili uporabljajo dobro oblazinjene sedišča, ki se dobro prilagajajo in nimajo nobenih posebnih ergonomskih in ne vem kakšnih stolov, ki vas silijo v napeto sedenje? Torej, človeku paše v dolgem, ko smo v nekem položaju dolgo časa, paše biti sproščen. Mišicam paše delo, ampak to delo mora biti aktivno. Zato mnogo lažje hodimo, kot pa stojimo, ker prisilni statični položaji za telo niso dobri položaji. Tako da, to je moj zadnji nasvet glede sedenja. Za vsa ostala vprašanja ali pa nejasnosti se pa seveda obrnite name kadarkoli.